sprašujem, odkud to imam, kako vendar zmorem odpreti srce, melodije so ti. Ja, ki pravijo mi, da vse smem. Je dobrodošli. Je dobrodošli. Ošli, ošli, ošli. Ošli, ošli. Sem, a si ti moj oči? Mislim, da sem. Harry, a si ti moj oči? Jaz mislim, da sem. To si pa ti. Meni so rekli, da sem jaz tvoj oči Črnigorc. Je dobrodošli, dobrodošli, pozdravljeni vsi očetje in vsi ostali. Pozdravljeni prav vsi, ki smo se zbrali na tem prečudovitem otoku ljubezni. Danes smo tukaj, da proslavimo nekaj posebnega. 100. predstavo, ki je pred nami, katere ne bi bilo brez pravega očeta, zato z nami vabim producenta Jurija Franka. Pozdravljeni še v mojem imenu, v imenu cele ekipe Mamma Mia, dobrodošli na 2. rojstnem dnevu. Na današnji dan, pred 2 letoma, je bila tukaj rojena Mamma Mia. Začeli smo na samosvoj način, pri nas tiskovne konference niso nikdar tiskovne konference, nimamo frontalnega soočenja z novinarji, pač pa nekaj zapojemo, malo se poveselimo in tako bo tudi danes. Začeli smo z pesmijo Hvala za vso glasbo, ki so jo zapele naše 3 Sofije. Začeli smo z eno Sofijo, z Lejo Barto, ki se je zdaj razmnožila v še 2 Sofiji, ena je Lina Rahne in druga je Veronika Kozomernik. Lep aplavz za naše. Tako, ko gre predstava naprej, vemo, da se mora tudi prilagajati zahtevam nastopajočih, ki so v tem primeru iz priloženega razvidno, zakaj smo se morali prilagoditi stanju Leje Barte, ki ji čestitamo, ker bo čez par mesecev postala, čez 1 mesec pravzaprav postala srečna mamica.
medtem ko sta se Lina Rahne in Veronika Kozamernik že zelo lepo vklopile v predstavo in odigrale praktično od februarja dalje, se izmenjujeta v vlogi Sophie in bo temu tako tudi še nadalje, dokler kjera druga ne bo zanosila, pa bomo mogli pa spet najdeti eno alternacijo. Namreč, mehna anekdota, mi imamo produkcijo v Beogradu z srbsko ekipo in v Zagrebu s hrvaško ekipo in vse Sophie v vseh 3 produkcijah so noseče. Tako da punce, veste kaj, to je od podpisu pogodbe, tega sicer nismo napisali, ampak to vas še čaka. Tako da bodite zdrave, lepa hvala, pridružite se ostalemu delu ekipe. Tako in zdaj še najnovejša pridobitev, tako kot je Jaša Jamnik že sam povedal, on je morda Sofijin oče, če Gojc tega ne prizna. Tako da Jaša se je tudi že uigral v ekipo, igral je na gradu Kieselstein pred kratkim, 4. junija mislim, da je bila tvoja premiera, tako, in Jaša bo občasno uskočil v Gojca, kot se temu reče v gledališkem žargonu. Jaša, čisto na kratko, kako se ti zdi, kako se počutiš v Gojčeve čevlje? Ni enostavno vstopati, ampak na predstavi v Kieselsteinu si bil fenomenalen. Ja, hvala za kompliment. Gojčevi čevlji so res veliki, čeprav kostum je kar prav nago. Sicer pa ja, je ogromna reč, ampak moram reči, da v tako ekipo na tako visoko profesionalnem nivoju, pa na tako izjemno človeškem, s tako ogromno dobre volje, kot se reče, dobrih vibracij, ni problem skočiti nasprotno celo velik užitek. Zdaj pa predvsem pozdrav našemu gostitelju, gospodu Brleku in festivalu Ljubljana, pozdrav tudi vsem navzočim iz Petrola, ravno kar vidim, da so prišli gospodje, pozdravljeni naš generalni sponzor Rok Cuderman in Aleksandar Slavčič. Pozdrav tudi našemu vinarju, Danilu Štajerju z Vina Štajer, pa našim posebnim gostom. Vidim, da se vas je kar nekaj nabralo in prav lepa hvala za odziv. Tadej Toš je z nami, vidim, da Jože potrebuješ se nam tudi pridružil. Lepo, da ste prišli. Domen Valič je tudi tukaj. Mogoče še kdo prišel, sem ga potem spregledal, tako da lepa hvala, da ste prišli z nami praznovati tale drugi rojstni dan. Na kratko, čist 2 besedami samo, kaj smo do zdaj doživeli z Mama Mio, seveda 100 uprizoritev. V nedeljo bomo praznovali 100. uprizoritev prav tle, kjer se je vsa zadeva začela v Križankah. Na kar smo še posebej ponosni je to, da imamo povprečno na vsako uprizoritev čez 1000 ljudi, skupaj imamo že čez 110 000 obiskovalcev. Tako da to je številka, ki nam res zelo, zelo veliko pomeni. Med drugim pa seveda ne smemo pozabiti na to, da štartamo praktično v Križankah tudi z novo sezono, ki se bo nadaljevala v Portorožu, v auditoriju, ki bo potem tudi na Vurbergu, v Mariboru, zraven Maribora, pravzaprav Duplek. In potem gremo v jesenski del, tako da Mama Mia je še zelo, zelo živa, živahna, željena predstava. Mi se bomo pa potrudili za to, ne samo, da bo velikokrat izvajana, ampak predvsem, da bo zadržala in obdržala kvalitetni nivo in sloves, ki si ga je tudi v tem času pridobila. Tako da
Toliko na kratkem o tem, kakšni so naši programi. Kjer ga zanima več od novinarjev, bomo vam poslali vse, katere uprizoritve, kje in kdaj imamo še planirane. Sicer pa seveda poseben pozdrav tudi novinarjem, bog ne daj, da bi koga pozabil. Zdaj bi pa na oder povabil, bom rekel, od začetka mojega spodbujevalca in sotrpina, ker seveda pred predstavo nikoli ne veš, kaj se bo s predstavo zgodilo. In človeka, ki je imel pogum in je rekel, dajmo na začetku uprizoriti 10 predstav, dajmo 10 predstav na program v Križarke. Jaz sem malo debelo požrl in potem je rekel, a si upaš? In sem rekel, si upam. In smo odigrali ta prvo poletje 17 v popolnoma razprodanih predstav, popolnoma razprodanih Križarkah. V nedeljo pa bo to že naša 22. ponovitev v Križankah. Dame in gospodje, gospod direktor Darko Brlek. Iskrene čestitke vsem, Juretu, za idejo in pogum, vam nastopajočim. Predstava je vsakič znova sveža. Tudi jaz pridem 18. na 100. predstavo, seveda z Evo Marijo, si tole pogledati. Ampak ne bo samo to v letošnjem poletju. Upam, da boste vsi prišli na poletno noč, ki ni na dan predstave Mamma Mie, pa na La Furor des Baus. Pa upam seveda, da že razmišlja Jure o kakšnem novem musiclu, ki ga bomo uprizorili pod streho, ki se nam bo zgodila maja v naslednjem letu, ki bo ravno tako uspešen kot Mamma Mia. Vse čestitke. Takole, s tem je v bistvu uradni, najbolj uradni del te novinarske konference zaključen in bo prišel v bolj zabavni del, ki ga bo pa od tukaj naprej vodil eden izmed potencialnih očetov Sofi, Marjan Bunič, sicer pa Harry iz musicla Mamma Mia. Tako da... Hvala lepa, Jure. Pravzaprav nisem vedel, da mora biti zabaven. Kako ne začnem, zdaj vrnem tole zadevo. Ne rekli smo, da bo danes kratko sladko, vemo, da ob rojstnem dnevu vsi čakamo na torto in torta bo prišla, predtem pa mogoče še kakšna beseda, sploh za vse tiste, ki radi kakšno besedo potem ponesete v medije, da boste imeli o čem govoriti. Morda predstavimo samo nekaj tistih, ki so doživeli 100. Doživeti 100. predstavo je nekaj posebnega, ne? Tudi če pobrskam po svojih spominih, je bila vsaka posebna na en svoj način. Mogoče se mi kakšne bolj nekako uprizarjajo zdajle pred očmi, kakšne takšne tudi intimne ob tistih velikih, recimo pred očmi mi je zdaj predstava, ki smo imeli za Zvezo prijateljev mladine, kjer smo potem vmes še pekli palačinke za vse tiste, ki so pač v življenju malce manj srečni. Imela je prav eno takšno posebno energijo zadaj, čeprav imajo vse predstave neko takšno posebno. No kaj in kako je pa z nekaterimi ostalimi člani ekipe, boste pa zdaj slišali. Ponavadi ga ne izpostavljamo, ampak danes smo rekli, da bomo tistega, ki je z nami doživel 100, tudi na oder postavili. To je naš Pepper, Tim Lončar. Kot ste opazili, tudi najvišji član naše ekipe, Pepper, oziroma Tim, no, tako bom rekel, ja, no, bodiva zdaj, ja. Torej, veš, kaj me zanima, ne, torej med vsem drugim, veliko se smukaš okoli naše Tanje, Damjane, kakšna je ona kot soplesalka in zdaj vidim, da te mora precej zaupati, jo vrtiš po zraku, mečeš v luft in obračaš po tleh. Ja, meni recimo je zmeri noro zopet in zopet osvajati to moja Tanja, ne. Zmer sem želen in zmer se želim vsako predstavo, ne. Zmer prej gre spat,
pač pomislil na to, da bom končno spet lahko šel v njen objem in jo strastno, tudi morda kanček poljubil na ta prekrasen obrazek. Nič ne bom dodajal. Daš ti! Hvala lepa. Nekdo, ki je z nami predvsem seveda kot glasbeni vodja celotne zadeve, ki zelo resno vodi ne samo naš vokalni del, ampak tudi glasbenike, ki ga more ubogati. Hkrati pa v predstavi tudi igralec in se prelevi v duhovnika, to je Patrik Greblo. Patrik, kaj je težje, imeti pod komando glasbenike ali imeti pod komando sebe kot posvečenega človeka na odru? To drugo steče samo od sebe. Glasbenike včasih, ne včasih, ponavadi običajno težko krotiti, sploh ko igramo v tej veliki zasedbi. Pri tej manjši je lažje. Tam klikaš na gumbke. Sva samo jaz pa računalnik. Ampak ne, to so glasbeniki navajeni vsega lepega, vsega hudega in mi z njimi vsega lepega in vsega hudega. Je to tvoja prva duhovniška vloga? Ne, ni. Dvakrat sem nastopil in to je moja druga vloga kot duhovnik. Nastopil sem kot duhovnik že pred 15 leti. Ne 15, 25, pardon, mogoče 30 že, 30 leti, ja, to je bilo v srednji šoli, skratka, to so bili prvi koraki na odru koprskega gledališča in ja, duhovnik sem bil. Tako da ja, če rabite duhovnika, evo. Patrik se ponuja, ja, to mora nekaj pomeniti. Hvala, Patrik. Najbolj izklesan del naše ekipe, bi lahko rekli, je naš Sky, Matjaž Kumelj. Matjaž, kje si? Tudi doživel 100 na vseh 100 predstavah. Zdaj prosim se mečkem bolj stran od mene postavno, jaz gledam, kaj je ena gmota nečesa ob tebi. Poslušaj, Matjaž, katera od teh 100 se pa tebi recimo malo zasidrala v spomin, no? Po čem posebej? Težko je tole, težko, ampak po moje tista predstava, ko sem zamenjal Sofi. Aha, je bilo kaj zmede, ali kaj? Ne ve, kje sem, kdo sem, kaj sem, nimam pojma. Ja, v bistvu vsaka predstava je ista, ne, odigramo jo isto, ampak je pa vsaka punca drugačna. Aha, dobro, no, to je zanimivo. S čem pričem, pa ne povem. Dobro, ne ostane skrivnost. Hvala lepa, Matjaž. Ne ravno 100, ampak kar blizu tej številki je z nami doživel tudi potencialni oče, Sam, Uroš Smolej. Uroš, poslušaj, ti si, a ne da, zdaj se lahko malo izprsiva, ker ni tizga zraven. Uroš, ti si doživljal že 100, 200, 300 in tako naprej, dobro, no recimo, mečkam lahko pretiravam, mediji so tukaj. Kaj pa je vendarle recimo pri Mami Mi, kaj drugačnega, posebnega, takšnega, kar te vleče zraven, ker vem da in vidim, da uživaš? Ja, Mamma Mia je seveda svojvrstni fenomen. Namreč redko se zgodi, da jaz zelo cenim, da lahko naredim en tak izlet v tako ekipo, v tako produkcijo, s toliko ljudmi, v tako dobro energijo, predanost, hkrati zabavo, so tudi slabi momenti vmes, seveda nisi vedno najboljše volje ali kakorkoli, ampak Mamma Mia je v bistvu ena taka zelo terapevtska predstava. V teh 2 letih mi je dala marsikaj. Jemljem jo kot res eno posebno zadevo oziroma eno poseben projekt, ki si ga bom zapomnil za celo življenje in upam in se nadejam še kakšnega podobnega. Odlično, hvala lepa, Uroš. Aha, producent me kliče in
Tako, hvala lepa. To je bil čas za oglase, ker jih nimamo, gremo kar naprej. Ja, med nami, lahko bi še marsikoga zdaj povabil sem le na oder. Tudi od ustvarjalcev z nami je, mislim, da tudi Mojca Horvat je naša koreografinja, ob kateri smo strašno zadovoljni, Mojca, živijo. In ob kateri tudi vedno otrpnemo, ko reče pred kakšno večjo predstavo, še vedno se trudimo in mučimo in imamo vaje, recimo pred kakšno Halo Tivoli ali pred Križankami, ne, ko rečejo, najprej bo vaja z Mojco, zavzdihnemo, ampak se potem to bo znane. Ja, ni samo postaviti predstavo, ne, obdržati jo pri življenju, pri kvalitetnem življenju in novem življenju, to je pa kar velik zalogaj, jaz se vedno držim tega, da je vsaka predstava enaka premieri ali boljša. Tukaj je meni osebno in vsem ustvarjalcem to izziv, na kateri sicer mogoče niso najbolj veseli, ko pridem s kakšno novo idejo, da še malo spoliramo tisto, kar je, ampak kaj lahko rečem, če bi danes delala ponovno Mamo Mio, bi jo najbrž naredila popolnoma drugače, ker se mi je ob tem porodilo še milijardo drugih idej, tako da se pridružujem namigu oziroma bodici, ki jo je dal direktor festivala. Upam, da bo Jure Franko kmalu začel razmišljati o čem novem. Odlično, krasno, hvala Mojca. In predno pridemo k torti, mislim, da je prav, da povabim kar vse tri skupaj gor. Jaz seveda, se že pripravljajo, se so vedele, da bojo prišle na vrsto. Naše dinamitke, eksplozivne, elegantne, nežne, karkoli pač že. Vedno znova. Alenka Godec, Simona Vodopivec, Franko in Damjana Golavšek. Zdaj bom mečkam zavrtel, no, čas nazaj. Pred 2 letoma, pred premiero še, spoznavanje ekipe, takšno krasno je bilo 2-dnevno, izlet v Beograd na premiero beograjske Mame Mie, avtobus, ne bom govoril o tistem, žur je bil tja, krasen. Ko smo šli nazaj, ste bile pa mečkano zadržane. Takrat ne spomnite, ne, ja, seveda, ja. Ne, samo za hipec so bile malce zadržane, malce so se zamislili in ko smo rekli, kaj pa je, so rekli, ja ne vemo, bomo mi znali, bomo lahko to energijo takšno, to je treba odigrati, prijateljstvo, pa veselje, pa žalost, pa in tako naprej. Jaz ne vem, a jim je uspelo? Še tako. Alenka, to pravzaprav je zraslo med vami že od nekdaj, veste, že od nekdaj tudi glasbeno sodelovali, kot prijateljice. Ja, jaz se spomnim, ker si ti prvič Naja gostil, ali smo bili vse 3 z Damjano na radiju, in si vprašal, oziroma Damjana je rekla, da ne ve, če preveč ne pričakujejo od naju. Simona ima itak že izkušnje z muzikali in vse. No, tudi Damjana na nek način veliko dela, to jaz sem bila pravzaprav najbolj, res čisto nova v tem žanru. In ko si ti rekel, ja, ve samo tisto energijo, ki imate sicer med sabo, prenesete na oder, ne? In Damjana je takrat rekla, ti ne vem, če ne pričakujejo preveč od naju. No, ampak res smo to naredili, potem zame je bil to res velik izziv, ampak biti del take druščine in potem še dobiti določene informacije in znanja od ljudi, ki so postavili to, od profesionalnih igralcev, ki jih imamo tudi v Mama Mii, ja, nekako je to stekel in jaz ne vem, sicer morali bi drugi povedati, ampak jaz se kot Rozi počutim krasno. Odlično. Simona, jaz mislim, da, ne vem, tak občutek imam, da vam ni treba igrati na odru. Pravzaprav nam res ni treba in če kdo ni dvomil v to trojko, predvsem v Alenko Damjano sem bila to jaz sem bila od prvega momenta, ki sem prvič videla v Londonu Mama Mio, sem rekla, če bomo kdaj to igrali, smo to lahko me 3. Mislim, jaz zato, ker sem računala, da bo moj mož produciral, ne, ampak Alenka pa Damjana pa seveda z določenimi razlogi. In večkrat smo rekli, mater bi bilo fajn videti tole Mama Mio, ampak mi jo nočemo videti. In je niso gledale še, ne? Ja.
Pa je tudi ne boste, kar lepo. Upam, da ne, da bomo lahko vedno igrali na odru. Tako, super. Damjana, Rozi in pač Donna potrebujeta eno protiutež, ne takšno, ki vleče še kam drugam. Ja, moškim, ne? To ti je tudi zlezlo pod kožo. Kako ti je vloga zlezla pod kožo? Ja, včasih se mi zdi, da mogoče mečkam preveč. Ker si dam lasuljo gor, pa me že ni več. Čeprav smo si stanjo precej različni v resnici. Zdaj obstaja ogrevanje za glas, ne upevanje in tako naprej. Tako. Ampak obstaja tudi igralsko ogrevanje. Vega kar preskočite, se mi zdi, da čim gre lasulja gor, nekako izgine Damjana, izgine Alenka tudi. Aha, pozdravček, dobro, pozdravček bomo doživeli. To je tudi po predstavi, dobro, super, krasno. Jaz upam, da bomo tole energijo še doživljali in da bo stotki sledila še kakšna stotka. Danes pa dovolj besed, dajmo še kaj zapet, ker mislim, da musical predvsem potem znana, ne, poleg zgodbice in te radoživosti in barvitosti tudi po glasbi, dobri glasbi. Zdaj bomo slišali, kaj bomo slišali? Nekaj iz musicala. Nekaj iz musicala. Dinamitke! Patrik, gremo na vse najboljše.
vabim vse nastopajoče in člane ustvarjalne ekipe Mamma Mia, da pridete na oder, da se slikamo s tole torto. Lahko malo luči na torto, fantje, tehniki. A je kakšna luč za na torto, prosim? Ne, nič. Okay. Dajmo eno z očarjem. Tiška! Patrik! Evo, zdaj pa vsi vabljeni k pijači, hrani, ki naj bi je bilo obljubljeno nam je v izobilju. Pa seveda torto moramo razrezati, ne? Še torto moramo razrezati, tako je, ja. Dinamitke.